Seveda pa je v Novem mestu imela tudi to posebnost, da smo praznovali 100-letnico novomeške pomladi in pa nadaljevali naš kar ambiciozen razvojni cikel, torej nadaljujemo z prenovo mestnega jedra, izvedli smo številne aktivnosti na cestnem omrežju, nadaljevali z projekti, ki so tako v primestnih središčih kot v samem mestu. Poleg korone nas je zelo prizadela še neurje s točo, del občine, in vse te preizkušnje smo uspešno obvladovali, tako da verjamem, da smo se kot družba še bolj povezali. Leto 2020 si bom vsekakor zapomnil po tem, da so bili otroci zelo veliko doma, ker je bila šola od doma in se je morala predvsem žena zelo veliko ukvarjati z njimi. So tudi to svetle plati, da je družina morda preživi več časa skupaj, kot ga je prej. Mi smo veseli, da nam je uspelo vse projekte, ki smo se jih s proračunom zastavili, tudi dejansko izpeljati. Moram pa reči, da nam je uspelo še nekaj več. Zato smo udejanjili projekt participativnega proračuna. Kar 42% proračunskih sredstev je bilo namenjeno in jih bomo realizirali letos v investicije. Bomo uresničili tudi po zaslugi, kot že prej rečeno, občanov, svetnikov, tudi mojih sodelavcev. Najprej sem nastopil aprila meseca funkcijo župana. To je ena velika sprememba. Sicer, bi rekel, čist ni presenečen večjih, pa vendar ne. Druga zadeva pa je korona. Ko sem nastopil, je bila epidemija, potem je bilo par mesecev malo prostih na pol, zdaj je spet epidemija. Ja, letošnje leto je bilo za občino izjemno uspešno na gospodarskem področju. Predvsem to, da je podjetje TPV zgradil moderno tovarno v občini Brežice, kjer gre za praktično v tem trenutku največjo slovensko investicijo v gospodarstvo. Ja, jaz mislim, da po uspešno zaključeni investiciji na Bučki, to je zgodovinsko 3 milijone evrov je bilo vloženih sredstev v to regionalno cesto in seveda tudi z pločniki in z vse potrebno infrastrukturo. Ne moramo pa mimo covida v letu 2020, to ni z ničemer primerljivo. Mi smo imeli to nesrečo, da smo bili takrat v prvem valu med prvimi, dosti smo se takrat naučili, kar nam dejansko pomaga tudi sedaj, vendar glede na trenutno stanje v Republiki Sloveniji, kar se tiče covida, mislim, da nas čakajo še hudi časi v naslednjih mesecih. Uresničili smo praktično vse, kar smo se v tem letu zastavili. Izredno mirno delovanje, ker je bilo manj pravzaprav motečih faktorjev, tako da je za Trebnje kot tak, za samo občino, za projekte, ki smo jih imeli v proračunu, lahko rečem izjemno leto.